Jaz bom predstavil danes tole knjižico Življenje z Jezusom, Nova zaveza v sodobnem jeziku, v kateri so Luko Evangelij, pismo Kološanov, Jakobovo pismo in prvo Janovo pismo. Ampak naj začnem z enim kratkim razmislekom, kaj je v središču naše vere, se pravi tega, kar mi kristijani verujemo. Če dobro premislimo, je v središču tega neverjeten čudež. Janez, apostol, evangelist, ga zapiše s tem besedami, beseda je postala meso. Če premislimo o tej izjavi, bi lahko mirno rekli, da je to najbolj nezaslišana izjava v vsej človeški zgodovini. To je nekaj skrajno neverjetnega, ki presega vse meje. To pomeni, da je Bog, ki ustvari vse, ki je nad vsem, ki je neviden, ki je večen, vsem mogočen in tako naprej, da je v enem trenutku, konkretnem trenutku človeške zgodovine postal krhko človeško bitje, bival med nami, pogovarjal se z nami, smejal se z nami, jokal se z nami in nosil naše bolečine in naše grehe do konca. Se pravi, v središču tega, kar kristijani verujemo, je tak neverjeten premik Boga k nam. Sveto pismo pričuje o tem, da ljudje bolj ali manj imamo to tendenco, da gremo stran od Boga, ampak na srečo pa pričuje tudi o tem, da je pa Bog pa prihaja k nam. In to je tisto, kar je dobro, to je tisto, kar nas osvobaja, to je tisto, kar pa naša pravo veselje. No in zaradi tega enkratnega dogodka, ki je res najbolj nezaslišan od vsega, kar se je zgodilo v zgodovini, to, da je Bog postal človek. Zaradi tega kristijani tudi z vero in zaupanjem lahko in skozi vso zgodovino to že počnemo, tudi prevajamo zapisano Božjo besedo, Sveto pismo, prevajamo v različne jezike in na različne načine. In prav iz vere, iz tega zaupnega, zaupljivega gledanja v ta čudež smo se mi, ena manjša ekipa, lotili kompletno novega prevoda v slovenščino, ki ima namen ne nadomestiti katerikoli prevod, ampak dopolniti, ponuditi nekaj drugega, ravno zato, ker Slovenci imamo standardni prevod in tudi druge dobre, kvalitetne svetopisanske prevode, smo videli, da je potreba enostavno po prevodu v nek jezik, ki predvsem tudi v tem primeru prinaša mladim in tistim, ki ne poznajo smisel sporočila. Tako da ta tekst ni v nobenem primeru nadomestilo za standardni prevod, ampak je pripomoček, kako se bližamo Božji besedi. In obenem je tako kot vsak svetopisanski prevod, je majhen praznik, kako se to človečenje ponavlja, ko Kristus se nasel v nekem novem jeziku, v novi govorici, ki ima seveda moč, da nagovori nove ljudi. Zdaj, o sami vsebini knjižice ne bi dosti govoril, vsi tukaj, ki ste iz medijev, ko ste dobili en izvod in vas toplo svetujem, da preberete uvodni dve besedilci, sta na začetku od 6. do 9. strani, tam imate lepo povedan, tudi večkrat bolj tehnično, kako smo se lotili in zakaj in tako naprej, potrebe potem ni. Bi pa pozoril na en dodatek na koncu, ki mu mi pravimo ugrizni v besedo. In to tudi tale ugriznena riba, to isto simbolizira. In je povezan tudi prav s tem, kar smo slišali tukaj večkrat. Problem takih dogodkov je včasih, da je to kot nek dogodek na vrhu gore, potem se pa vrnemo v dolino in je vse bolj manj postalo. No, tukaj smo pripravili na koncu 30 odlomkov iz teh besedil za 30 dni. In pozivamo in izzivamo vse mlade, da se danes odločijo, da bodo naslednjih 30 dni ugriznili v en grižljaj besede in se poslušali Jezusa, ker ko mi poslušamo res z odprtim srcem, ko poslušamo Božjo besedo, Sveto pismo, takrat ta Jezus, o katerem poslušamo, pride k nam in takrat se začne to, če mu pravimo življenje z Jezusom. Nismo več sami, živimo v enosti, v skupnosti z njim in naše življenje postane nekaj popolnoma drugega. Tako kot smo slišali, neverjetno čudovito pričevanje tukaj. To je moč Božje besede, to je moč Jezusa in seveda to je tudi pravo veselje. In te odlomki so zbrani prav na temo veselja. In tudi pri vsakem odlomku je potem eno vprašanje, tako malo za razmisliti. Tako da mislim, da je to dovolj za začetek.